so se glasovanja tokrat vzdržali, čež da je treba najti dogovor. Vodje vseh poslanskih skupin bodo sicer poskusili znova. Vprašanje pa je, kako uspešni bodo pri tem. Podrobneje Nataša Mulec. Vodje poslanskih skupin so skušali že 3 tedne trajajoč zaplet reševati na posvetu pri predsedniku državnega zbora, a če je soditi po seji kolegija, kompromis ni bil mogoč niti za zaprtimi, niti za odprtimi vrati. Janja Sluga, vodja nepovezanih poslancev, je glede predloga opozicijske peterice povedala. Se ta sprememba nanaša na članstva v odborih, ki smo jih poslanci nepovezane poslanske skupine zasedali že na svojih Seveda, to je normalno, da ostanejo. Normalno, da opravljajo svoje dolžnosti. Se ne strinjajo v koalicijskih strankah, niti v opozicijskem Desusu. Zakaj rešitvi nasprotujejo v upokojenski stranki, je pojasnil Branko Simonovič. No, da te slišim. Gospod Jurij Lep je pri nas pokrival področje za delo, kjer so naše ključne Se ne znaš govoriti sploh. Rdeča nit sporočila opozicijske peterice, med njimi tudi LMŠ-jeve poslanke Tine Heferle, je bila, da gre pri ravnanjih koalicije ter njenih podpornikov za nespoštovanje poslovnika in ustave ter rušenje demokracije. Seveda. S kakšno vestjo boste Seveda. vi danes 4 poslance naredili za drugorazredne? Ja, normalno. Da se s prestopom poslanke SNS-a v SDS nihče ni prav veliko ukvarjal, je kolegom odgovoril poslanec Dušan Šiško in pojasnil, zakaj se je SNS glasovanja vzdržala. Če bi imel ta poslanec Še en intelektualc. Če se ne strinja z politično opcijo, naj zapusti parlament. Zakaj? In pride drugi, ki je za njem na mestu. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je skušal presekati gordijski vozel s pozivom vsem stranem naj omogočijo normalno delovanje parlamenta. Glavni akterji zapleta bodo, kot so napovedali, šli v nov poskus iskanja rešitev. Ali jim bo tudi uspelo, ostaja odprto vprašanje. To je fašizem. To je fašizem. V Desusu potekajo postopki za izvedbo kongresa, ki bo 19. junija in na katerem člani izvolili novega predsednika Vse smo jih mi izvolili. Za zdaj je znano, da bosta za položaj kandidirala Poslanci so naša izbira. Seveda, da delajo. Še naprej. Če so odkrili napake, če se ne strinjajo z vlado, seveda, da bodo izstopili in nadaljevali delo za narod, ne za vlado. Za narod. Vlada ni pomembna. Narod je pomemben, državljani. In te poslanci so odgovorno izstopili ven, seveda, ker vlada ne dela pravilno. Vlada je fašistična. Nacifašistična. Ja. Potomci izdajalcev delajo škodo tej državi in jo uničujejo in državljane, in naše otroke in vse. Seveda, kaj vam ni jasno? Kaj vam ni jasno? Ne gre več tako. Ne.